So izbrisanim z izbrisom bile kršene pravice, ali jim je treba povrniti status za nazaj, oziroma ali jim je treba izplačati odškodnine za pretrpljene škode? To je prvovrstni škandal in vse ostale stvari bi bilo pa treba nekako človeško začeti reševati, zdaj podrobnosti, ampak to je sramotno, pač enostavno sramotno in trpika. Krivice so, to je tudi največji možni madež Republike Slovenije v svojem življenjskem obdobju. Še večji madež teh zadnjih let vlada ni poskrbela, da bi se to vprašanje saniralo, eksploatirala je to temo zato, da je z njo prišla zlažje na oblast. Ko je bila na oblast, jo je pometla pod preprogo, jo zanikala in še več s tem delala nove krivice. Definitivno. Mislim, da izbrisanih nikoli ni bilo. Šlo je za ljudi, ki niso hoteli sprejeti slovenskega državljanstva ali pa se niso hoteli registrirati kot tujci živeči v Republiki Sloveniji. Le nekaj majhnih izjem je, tiste izjeme se pa uredijo ad personam. No, predvsem mi trdimo že več let, da je treba vsak primer obravnavati samostojno. Bili so zelo različni primeri, tudi taki, ki državljanstva in vseh zadev, ki so povezane s tem, enostavno niso sprejemali. Bilo je obdobje, ko so nekateri tudi zelo špekulirali s tem, da bo Slovenija resnično samostojna država in zato je potrebno obravnavati vsakega posebej. Ja, kar se tiče izbrisanih, je bila prav gotovo storjena velika krivica. Konec koncev se je to delalo v neki tajnosti in so kasneje izvedeli, zato treba jim je povrniti status za nazaj. Pri kom seveda je treba najbrž tudi pogledati, kako je s kakšno odškodnino. Ampak tukaj se mi zdi, da to ni tako pomembno vprašanje. Torej, začel bom na koncu odškodnine, odgovor ne. Jaz še zmeraj verjamem, da je slovenska osamosvojitvena zakonodaja bila izjemno dobra zakonodaja. Nenazadnje smo v tistih letih dobili celo pohvalo strani Evropske unije in verjamem, da vsak, ki je to želel, si je status uredil. Torej, nagrajevati nekoga, ki si statusa zaradi pomanjkanja informacij, zaradi špekulacij ali pa zgolj zaradi nevednosti ni uredil, mislim, da ni prav. Izbrisanim je potrebno v skladu z odločbo Ustavnega sodišča vrniti status za nazaj, taka je odločba in tukaj so komentarji posameznih državljanov do politikov in ministrov popolnoma odveč. Po vsem tem vprašanju pa bolj težko zjasno. Ne poznam toliko te problematike, narazen to z televizije, minutko, dve. Poglejte, tu pa bom jaz tudi dokaj jasno povedal to in se s tem, in je tudi moje mišljenje tako, da je pri tej problematiki pa potrebno vsakega posameznika posamezno obravnavati. Se pravi, individualno obravnava vsakega, tist, ki se mu je zgodila krivica, se mu ta krivica mora popraviti, tistemu, ki se pa krivica zaradi pač nekih svojih, njegovih takratnih razmišljanj, idej in tako dalje, se pravi, da mu krivica ni bila povzročena in tudi ni nobene potrebe, da se bi komu kaj popravljalo. Vsekakor so bile izbrisanim storjene velike krivice in jim je treba povrniti tistim, ki so upravičeni do tega status za nazaj, nesporno. Kar zadeva odškodnino, zagotovo so večina med njimi tudi upravičeni do odškodnine. Zdaj, kakšna bo ta odškodnina, seveda bo pa odločil naš zakonodajalec v končni fazi, se pravi Državni zbor. Vsekakor jim pa že glede na ustavo odškodnina, v kolikor so bile kršene njihove pravice, pripada.